Kate, jaz za sabo A prideš malo z mano, prosim? Gremo malo, ja. Ne glede na to, da se mi Kate zdi površinska, vseeno mislim, da lahko na privatnem pogovoru z njo čutimo, da je vseeno globoka oseba. Moramo ji dati priložnost za to. Marsikaj je danes prišlo nekako na dan, to, kar se dogaja med vama. Kaj se dogaja? Katastrofa. Kako občutiš to, ko on se to govori, ko se vse to dogaja? Kakšen je tvoj pogled? On govori za svojega vidika. Jaz ti pravim, med nami ni komunikacije, jaz ne vem, o čem z njim govoriti, kako ne, sploh kako in karkoli. Sem počela on vedno svojo plat in jaz bolj nazaj samo z njim strinjam in to, da imam mir. Zakaj, da imaš mir? A nastane konflikt, če... Ja, če si karkoli govorim, on začne pač trese se, kriči, kar nekaj govori in jaz bolj, da imam mir, kot da mu kaj bom dokazovala, kontro. Enostavno ne moreš z njim najti nobenega kompromisa. Kaj misliš pa, da je vzrok temu? Kaj ga tako iritira, da se tako začne vesti? Ja, ni zadovoljen z ničem. Ne vem, ni zadovoljen z ničem. Pač ima problem z ničim. Z ničemer ni zadovoljen. Nasploh za življenje z samim sabo, torej, mislim, ker vem, da ti se poglavljaš o tej teme, tako da kaj pomeni vse? A to pomeni za sabo, za življenje svoje? Ko si jaz z njim poskusila delati kot za stranko v bistvu. A že? Okej. Ja, seveda, definitivno on ni zadovoljen z svojim življenjem, tudi samoj sabo, ampak noče nič delati v to smer, kakšne korake, da se res lahko spremeni. Enostavno jaz sem to pustila, jaz ne bom nič to vtikavala, se tvoje življenje, naj te vodi po tvoje poti pač, jaz pač vsak odloča, da si jaz imam svoje življenje, ti imaš svoje življenje in to.